Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci. Del vsakega življenja je tudi izguba. Kljub temu, da se tega vsi zavedamo, pa nam to takrat, ko se sami soočamo z izgubo ljubljene osebe, prav nič ne pomaga. Večina od nas se ne zna ali se ne more posloviti od umrlega. Normalno je, da po izgubi sledi žalovanje. To je edinstveno in specifično za vsakega izmed nas. Tudi ni pravega ali pa napačnega načina žalovanja. Pomembno pa je vedeti, da namen žalovanja ni kar izbrisati našo bolečino, ampak reorganizacija našega življenja, znova se postaviti na noge. Za žalovanje je potreben čas, v katerem pa žalujoči ne bi smel biti prepuščen samemu sebi. Tudi zato bomo danes tukaj z vami in za vas v oddaji Dober dan. Skozi žalovanje, njegove čustvene, miselne in fizične procese nas bosta popeljali psihoterapevtka Mateja Švetak in intuitivna mentorica žalovanja Milena Košak. Boj s svojo težko zgodbo nam bo predstavila Saša Suhodolnik. Žalostjo in žalovanjem pa se vsak dan ukvarjajo tudi člani društva Hospic. Lep pozdrav vsem. Mateja, pa bom začela z vami kot s psihoterapevtko, ki se verjetno soočate vsak dan ali pa zelo pogosto tudi z ljudmi, ki žalujejo izgubo nekoga. Kaj pravzaprav je žalovanje? Kaj je njegov namen? Najprej dober dan vsem skupaj. Žalost je eno od naših osnovnih čustev, s katerim se srečujemo in res se ponavadi pojavi takrat, ko nekaj oziroma nekoga izgubimo. Nekoga, ki nam je pomemben, z nekom, ki imamo neko čustveno navezo, povezanost. In to je najpogosteje v samem procesu žalovanja. In žalovanje je nekako tako na hitro proces, ko se soočamo s šokom, kaj se je zgodilo, z nečem neznanim, z dobilico nekih čustev, ki so nam znana, ki nam niso znana, ki jih sprejmemo lahko, ki so morda nesprejemljiva. S ogromno žalosti, ki lahko traja različno dolgo obdobje. In na koncu je potem nekako namen, da pridemo ravno do tega sprejetja, tega dogodka, da se je to zgodilo, da lahko s tem zaživimo, da postane pravzaprav ta dogodek in celo žalovanje neka izkušnja v našem življenju, ne pa točka, okoli katere se potem to naše življenje vrti. Obstaja neka časovna meja morda, koliko časa naj bi to žalovanje trajalo? Pravzaprav ne. To je čisto posebej od vsakega posameznika odvisno. Žalovanje je popolnoma individualno. Odvisno je od izgube, kaj smo izgubili, koga smo izgubili, na kakšen način smo osebo izgubili, v katerem obdobju življenjskem smo nekoga izgubili. Tako da zelo različno ljudje žalujemo in na različne načine in različno časovno, dolgo. Milena, vi ste se soočili zelo hudo s težko izgubo, izgubili ste 3-letno hčerko. Tako je. Kako je pri vas potekalo to žalovanje? Najprej dober dan vsem gledalcem. V bistvu je potekalo pri meni žalovanje malce drugače, ker jaz sem recimo se zelo povezala za svojo hčerko in jaz sem čutila, vsakeč mi je ona pomagala in jaz sem čutila mir. Ampak vseeno pa sem morala iti skozi ta proces in moje vodilo je bilo, ker imam še sina, ki je bil takrat star 6 let, moje vodilo je bilo, da bom naredila vse, kar je potrebno, sem se res zavezala, vse, kar je potrebno, da grem skozi ta proces žalovanja in ga zaključim. Ker nekaj moramo vedeti, žalovanje ni bolezen, ampak je izjemno težko fizično in psihično zahtevno stanje. Ni pa bolezen. To pa zato poudarjam, ker večkrat srečujem ljudi, ki pa nekako dobivajo ta feedback, da je žalovanje, da jih v bistvu obravnavajo, kot da so bolani, kot da je to neke vrste bolezni. Pa ni. Tako da meni je šlo, v bistvu je bilo zelo težko, moram priznati, ampak sem uporabljala, raziskovala, uporabljala določene tehnike in te so mi zelo pomagale pri mojem procesu žalovanja. In vi ste prišli do točke, ko ste izgubo nekako sprejeli? V bistvu ne samo sprejela, ker ni samo bistvo tega, da ti izgubo sprejmeš, ampak bistvo je, da te ta izguba, tako kot je že gospa povedala, ta izguba, da te potisne naprej, da spremeniš, da reorganiziraš svoje življenje, da spremeniš prioritete. Recimo, kaj je meni dala izguba moje hčerke, je to dovoljenje, da jaz živim svoje življenje.
To pa je danes, mislim, na zelo velik problem družbe, ker ne živimo, ne dovolimo si živeti tistega, kar resnično hočemo živeti. Recimo, to je bilo zame, ne? In vi ste o tem v svoji izkušnji napisali tudi knjigo, Tako. Da bi s tem pomagali drugim, Ja. pa ste morda s tem pomagali tudi sebi. V začetni fazi, ko sem pisala, definitivno ja, ampak knjigo sem šele izdala takrat, ko sem jaz res bila skozi ta proces žalovanja, ko v bistvu več ne jočem, v bistvu, takole bom rekla, na zadnje je odšlo hrepenenje. In ja, in skozi to knjigo resnično pomagam drugim, zato ker dobivam pisma, dobivam SMS-e, dobivam maile, dobivam na Messenger in so ljudje zelo, se znajo poistovetiti, ker konec koncev v tej knjigi sem bila res, bom rekla, brutalno iskrena, kar je bil tudi izziv. Hrepenenje je omenila Milena in to najbrž res vsak, ki nekoga izgubi, čuti. To ne mine kar tako. To hrepenenje zna biti najbrž tudi zelo boleče. Vrniti se v neko stanje, hrepenenje po osebi, ki smo jo izgubili. Je to verjetno normalen del procesa žalovanja? Ja, sigurno je to normalno, a ne? Zelo pogosto se s tem hrepenenjem zraven vežejo morda tudi obžalovanja, kaj vse nismo naredili, ne? Kaj vse bi še lahko, občutki krivde, zakaj smo z nekom morda v nekaj situaciji ravnali tako, kot smo, zakaj smo izrekli neke besede, a ne? Tako da Morda jeza na nekoga, ki nas je zapustil na tak način. Jeza je definitivno tudi prisotna zraven. Saša, vi pa ste v resnici, če povemo iskreno, zdaj sredi žalovanja. Ne vem, če lahko to opredelimo v fazah, ampak vaša zgodba se je zgodila pred 4 meseci. Izgubili ste zaročenca, ostali sami z 2 hčerkicama, dojenčicama, dvojčicama. Kako ste vi sprejeli, kako vi doživljate izgubo? Najprej bi tudi jaz vse prav lepo pozdravila. Ja, zame je vse še zelo sveže, ker se je zgodilo tudi vse zelo nenadoma. Primož je doživel kap na letalu, ko se je vračal službene poti in potem po 14 dneh v bolnišnici na Dunaju že preminil. Midva so bila na začetku, bom rekla, tako najnega življenja. No. Takrat sva imela 6 mesecev stari dvojčici, gradila sva hiško in načrtovala poroko za naslednje leto. In seveda, ko se nekaj takega zgodi, se ti poruši cel svet. Verjetno pa ne gre, tako kot je zdaj Saša recimo omenila, morda Mateja, se spet obrnem na vas. Ja, žalovati je treba izgubo, ampak hkrati žalujoči spremlja oziroma doživlja stres in izgubo še marsičesa drugega. Gradila sta hišo, zdaj je to ostalo nedokončano, bo treba dokončati, pa lahko se zgodijo zapuščinski spori, lahko so finančne težave. En kup celih vprašanj ostaja neodgovorjenih, s katerimi se mora žalujoči prav tako soočiti. Ja, in to je ravno to, kot smo že omenila, ne, da ob izgubi nekoga nastane pravzaprav situacija, ko moramo reorganizirati svoje življenje. Ne. Ker naenkrat dobimo nove vloge v življenju. Ne. V primeru, ko so otroci, pa izguba partnerja, ne, postanemo na nek način v tistem trenutku oba starša temu otroku. Ne. Treba je skrbeti za naprej vse, kar se dogaja, ne, v življenju, od šole, tako kot je ne, tudi gospodična povedala, za hišo, vse, kar je bilo planirano. Ne. Življenje na nek način usporedno še vedno teče naprej. Ne. Saša, o smrti govoriti se zdi pravzaprav še vedno precej tabu. Vi ste pogumno spregovorili o njej, tudi morda to, kaj vse spremlja smrt, in vi ste tudi priznali, da ste šli v psihiatrično bolnišnico in da vam je to pomagalo. Ja, absolutno, ker jaz sem dejansko po Primoževi smrti mislila, da lahko vse prenesem, vse zdržim, ravno tudi zaradi teh vseh postranskih stvari, ki jih je bilo treba urejati. Niti nisem imela časa za žalovanje, 2 majhni punčki in v nekem trenutku sem in psihično in fizično pregorela. Zgubila sem veliko kilogramov in seveda nisem spala, nisem pravilno jedla. Jaz sem v Begunjah preživela 2-krat po 4 dni, takrat sem nekako prišla k sebi, bom rekla, in tam sem tudi naletela na ljudi, ki so mi res prisluhnili. No. Jaz mislim, da zame je bilo to tisto najpomembnejše, da me je nekdo slišal, da sem nekomu lahko jokala, bila jezna, izrazila vse svoje čustva,
Drugače, kot vas recimo slišijo družina ali prijatelji. Tako. Vseeno tudi tistim v mojem krogu je bilo težko. Vsak doživlja take stvari na različen način. Je pa to res bila tista neka točka, kjer se je meni potem vseeno obrnilo. Seveda je vsak dan je še vedno bitka posebej. Verjamem pa v to, no, da imamo pri vsaki grozni stvari, ki se nam zgodi, dve možnosti. Ali zapademo v neko vlogo žrtve in se celo življenje sprašujemo, zakaj se nam je to zgodilo, zakaj meni, da se ti življenje konča s tem, ali pa vzameš to kot neko izkušnjo, ki ti bo dala neko moč, ki bo mogoče prinesla s časoma tudi neke pozitivne stvari v življenju, se boš nekaj naučil iz tega, mogoče komu pomagal v svojo izkušnjo. In jaz mislim, da mi tudi Primož pri tem daje pomoč. No. Tudi on je imel v svoji naravi veliko te učiteljskega značaja. No. In jaz kar čutim, da mi tudi on... Se pogovarjate še z njim? Tako. Milena, tudi vi ste se s svojo hčerko pogovarjali, se morda še zmeri. Verjetno čutite neko povezano, Saš, razumete, o čem govori? Absolutno. Problem tega je, da recimo družba kot taka, tudi naši bližnji, ne vedo, kako se odzivati na našo bolečino, ker v bistvu vidijo, da je naša bolečina tako huda, da ne vedo, kako se odzivati in na vsako stvar reče, ja, sej bo, pa čas bo za celo rane. Sej to je vse res, ampak kako? A ne, recept, kako naj čas poceli rane, kako naj jaz živim, če pa moram zdaj živeti. Plus tega, ko ste prej omenili, ne boli samo izguba bližnje osebe, boli tudi izguba prihodnosti s to osebo. Ker naenkrat izgine vsa prihodnost in vse tisto, kar bi bilo, če bi bilo. V mojem primeru recimo od Nele, kaj pa vem, verjetno bi se poročila, bi bili otroci, vso njeno otroštvo, a veste, ves kup stvari, se pravi vsa prihodnost. In tudi to je problem. Hvala lepa za ta trenutek. Vrnemo se čez nekaj trenutkov. Danes v oddaji Dober dan govorimo o izgubi, o smrti ljubljene osebe ter o žalosti in bolečini, ki to izgubo spremljata. V društvu Hospic se praktično dnevno srečujete z izgubo in tudi svojci, ki žalujejo. Prej smo slišali, da družina, prijatelji ne morejo vedno zadosti pomagati, nuditi zadostne podpore. V čem je podpora, ki jo v društvu Hospic nudite, drugačna od recimo podpore, ki nam jo lahko nudijo tisti, ki so zdrava nas? Najprej lepo zdrav vsem skupaj, iskreno sožalje Saši in ostalim. Ja, pri Hospicu smo mogoče ljudje, ki pridemo od zunaj, ki nismo toliko čustveno navezani in lažje potem ponudimo ta prostor, kamor lahko žalujoči izlijejo vsa ta svoja čustva, ki bi mogoče svojce preveč znemirila, pa se ne znajo na pravi način, če lahko govorimo o pravem načinu, odzvati na to. Na koncu, bi rekel, svoje izkušnje, če zmoremo biti prisotni in samo to, biti prisotni z vsem srcem in poslušati žalujočega. Pa pri nas, bi rekel, naši prostovoljci, mi, ki delamo v Hospicu, gremo skozi te procese, skozi tudi neko usposabljanje, ker se pripravimo na takšne, bi rekel, stvari. Velikokrat se nam dejansko zgodi, da ne znamo pristopiti k nekomu, ki žaluje, ne vemo, kaj reči, rečemo napačne stvari, a obstajajo dejansko stvari, ki pa naj jih ne govorimo, ne izrekamo nekomu, ki žaluje. Seveda, ena izmed teh stvari je že se bo čas prinesel svoje, moraš iti naprej, nekam, bi rekel, siliti žalujočega, kam bi mogel iti,
To ni prisotnost, ne? To ni biti tukaj in zdaj, usmerjati ga. Ljudje običajno tudi izbežijo v neke dejavnosti, ne? Vse ostale stvari so pomembnejše postanejo. Seveda življenje je, treba ga na nek način peljati naprej, so neke obveze, ampak običajno nas te obveze preveč, mi zbežimo v njih in pozabimo na to bolečino, ki je v nas, ki kriči po tem, da bi nas nekdo slišal, sprejel potolažil, samo mogoče objel. In običajno, če se preveč, bi rekel, zamotimo s temi stvarmi, nekako pozabimo, prekrijemo to bolečino, ki pa nas bo zasledovala celo življenje. Ali dejansko, ne vem, Mateja, se zgodi, da začnejo ljudje tudi zaradi mogoče današnjega hitrega tempa bežati od bolečine, bežati od žalovanja, se zatopijo v delo, se zatopijo v aktivnosti? Kam to pripelje? Danes nas ta instantna družba na nek način sili v to, da moramo iti hitro čez vse občutke, čez vse dogodke, kaj se je zgodilo, da moramo biti usmerjeni samo naprej, kaj bo in kako bo. Se razumemo, je hudo, ampak gremo naprej. Tudi tako, kot je bilo že omenjeno, kaj reči z žalujočim, ne vem, saj si še mlada, se boš še lahko imela otroke, ali pa si še mlada, se boš lahko poročila. Se to je vse res, to dejansko tako je, ampak v tistem trenutku žalovanja nekako je res treba pustiti prostor in čas osebi, da odžaluje, da začuti vse, kar se dogaja znotraj nje, da ima prostor in čas komu to povedati, kdaj to povedati. Tudi če je treba večkrat, kar seveda je velikokrat, jok, žalost, jeza, ni dovolj, da samo enkrat to povemo ali pa damo ven iz sebe. Ponavadi je ta potreba potem veliko večja, da se večkrat to govori, da se večkrat to doživi, da večkrat občutimo vse to. In vsakokrat je potem mogoče za majčkeno lažje iti naprej v naslednji dan. Milena, kako ste vi to doživljali? Kako je družba doživljala vašo izgubo? Kako okolica gleda na izgubo? Ste imeli kdaj občutek krivde, da zdaj pa že morda presedate s svojim jokom ali svojim govorjenjem o hčerki Neli? Kako okolica sprejema dejansko žalujočega danes? To sploh ne. Jaz osebno sem imela izkušnjo, da so se me, bom rekla, skoraj izogibali, ker v bistvu nihče se ni vedel, kako spopadati z mojo izgubo in večinoma so vsi ignorirali oziroma se me izogibali. Recimo en primer je bil, ko je kolegica prišla in je se za neke rožice zanimala in sem rekla, joj, to so pa te rože, ki sem jaz nasadila na Nelin grob, če hočeš vedeti, kako izgledajo. In je bila v trenutku tiho, ni vedela, kako se naj odzove na to. In to je bilo to, kamorkoli sem prišla, sem imela občutek, kot da imam kužno znamenje na obrazu, kot da me vsi imajo, to pa je mama, ki je izgubila otroka, kot da v bistvu ne spadam več v družbo. In to je ta občutki izločenosti, ki jih žalujoči doživljajo in doživljamo. Občutki tega, da smo mogoče res celo kužni, v bistvu se nas izogibajo. In potem se morda v tem trenutku začnemo tudi sami izločati, osamljati? Je normalno, da več ne poskušaš, se začneš osamljati, ampak jaz bi še samo tole dodala. En beg je sicer res, en beg iz žalovanja je v aktivnosti, gremo v službo, gremo dalje, gremo to, pozabimo na našega ljubljenega. Drugi beg, ki sem jaz ugotovila, je v notranjost, se pravi, zapremo se noter, depresija in ne moremo ven in enostavno nimamo ne volje, ne energije, da bi lahko kakorkoli stopili ven. In potem sem ugotovila še tretji beg, kar je pa zanimivo, to pa je v duhovnost. To je vse duhovno, to me bo vse počakalo, to je zdaj moja ali karma, ali kazen, ali kakorkoli že. To je širok pojem, to ne bom zdaj čisto nadrobno razlagala, ampak v bistvu so 3 vrste bega. Mi pa moramo v bistvu samo si dovoliti vse te občutke in tako kot je povedala gospa Mateja in si jih dovoliti sprocesirati. In ni problem v lepih občutkih, ljubezen in vsi ti problemi v tem, kako čutiti krivdo, kako čutiti jezo, kako si lahko jezen na nekoga, konkretno v mojem primeru, kako sem lahko jezna na 3-letno punčko, ki je že itak trpela in me zapustila, kako naj čutim jezo na njo brez krivde. Saša, tudi vi se z vsemi temi občutki seveda srečujete, soočate. Kako vi vidite, da vas sprejema okolica? Jaz mislim, da je res pomembno, da se o tem govori. Ravno zato, da ne pobegneš v katero izmed teh stvari, da
da pa okolica to zelo težko sprejema. Pa bi v bistvu bi ti mogla to dopustiti, vse občutke, od žalosti, strahu, groze, jeze, joka, kričanja, vse to je normalno v procesu žalovanja. Ne. Ampak vsaj v mojem primeru, tudi ko se je zgodil nekomu tako mlademu, taka situacija, so se ljudje tudi srečali s svojo lastno minljivostjo. In sem videla strah tudi na njihovih obrazih. In tudi v mojem primeru nekateri so mi zelo pristopili, nekateri so se obrnili stran. Jaz pa predvsem skušam res ubrati to pot, da se odpiram, namesto da se zapiram. Ker vem, vsem imam dve punčki in vsem hočem nekoč zaživeti spet neko veselo življenje. In vem, da če se bom zapirala, če ne bom tega, bom rekla, čistila iz sebe, potem nikoli ne bom prišla do tega. Ne. In kar se tudi zgodi ob taki hudi izgubi, je tudi to, da se čistijo vse travme, tudi vse za nazaj, vse izgube, vse tisto, kar si mislil, da si mogoče nekoč predelal, pa nisi, v bistvu si nosil v sebi, in zbudijo se vsi ti občutki. Ne? In res je pomemben, da so ti dovoljeni, no? Da so ti dovoljeni, da jih daš iz sebe, ker le tako boš v bistvu tišel naprej. Ne? In sigurno se pa pač vsi strinjamo, da tudi tista ljubljena oseba, ki te je zapustila, bi to želela, a ne zate. In jaz verjamem pač, da je to edina prava pot. Kakšna pa je vaša izkušnja? Pokličite nas na 01 475 20 20 in na 01 475 20 21. Kmalu bomo nazaj. Da lahko izgubo odžalujemo, moramo bolečino občutiti in jo sprejeti. Da bi bilo to morda kanček lažje, danes v oddaji Dober dan govorimo o žalovanju. Vabljeni, da se nam svojo zgodbo ali svojim vprašanjem oglasite tudi vi. Vseeno se bom še malce zadržala pri Mileni in Saši. Obedve sta tudi mami, vi ste izgubili otroka, imate še enega, vi imate dva otroka. Torej, poleg čustev bolečine in žalosti je vendarle najbrž tu še odgovornost, ker je treba poskrbeti za nekoga, ki je od vas odvisen. Kako, pri vas je bil otrok starejši 6 let, bratec od Neli, kako otroci sprejemajo izgubo, verjetno drugače kot odrasli, in kako otrok spremlja mamo, ki tako žaluje? Zelo dobro vprašanje. Zaradi tega, ker se srečujem z ljudmi, ki zelo težko to dajo skozi in potem v bistvu na nek način pustijo otroke, ker otroci so zelo, bom rekla, fleksibilni, hkrati pa zelo srkav v sebe in hitro prevzamejo vso krivdo in vso odgovornost. In kaj sem jaz sem dala mojemu sinu dovoljenje, da lahko živi. Da pravzaprav sem mu dala tisto, moraš živeti. A veš, fajn je, da živiš, lahko žaluješ, lahko se jočeš, ampak moraš živeti. Zato je bilo zelo dobro, kar bi jaz tudi vsem gledalcem, ki se kakršenkoli način soočajo s tole izgubo, svetovala, določite si urnik žalovanja. Jaz sem ga imela tako, dopoldan je bil čas, ko je bil Žan v šoli, dopoldan je bil čas zame, da sem jaz jokala, procesirala, si dovolila žalost, traumirala, karkoli sem pač potrebovala, popoldan je bil pa čas za Žana. In ko sem jaz pomislila, Nela pa na moja zguba, sem rekla, ne, bom jaz to zvečer ali pa bom dopoldan. In ta čas je pa namenjen Žanu. In na tak način sem v bistvu tudi se izvlekla v tega, da nisem bila 24 ur noter samo v žalosti in samo v procesiranju. Ker ne moreš, ker fizično to ne moreš zdržati. To je čisto normalno. Saša, vi lahko ločite ta čas žalovanja in čas, ki ga preživite s Sabrino in Sofijo? Ja, v bistvu tudi jaz sem spoznala, da dejansko si res moraš vzeti čas za žalovanje, početi tudi stvari zase, tiste stvari, ki ti pomagajo, vsaka stvar je en kamenček, ki potem v bistvu sestavlja mozaik, ki ti pomaga. Ne. Recimo, jaz sem začela ukvarjati z jogo, pogovarjam se s prijateljicami, hodim k psihologinji, prebrala sem veliko knjig na to temo. Vsaka stvar me pač pomaga na nek način. Je pa res na meni, da
je tisti včasih občutek krivde, jo zdaj delam nekaj za sebe, nisem zdaj pri punčkah, ampak s tem, ko bom jaz to lažje preživela, bom jaz tudi hkrati njima boljša mama. Morate najprej poskrbiti zase, preden lahko skrbite za druge. Sprejeli bomo še nekaj telefonskih klicev. Dober dan želim, Majda je z nami. Halo. Halo. Ja, dober dan, se slišimo. Glejte, jaz bi samo en nasvet dala. Meni je mož umrl pri stara 43 let, ostala z 2 otroki, z njimi kupi kredito in vsega in sem padla svoj v depresijo. Okoli sebe sem imela ljudi, ki so me Boga tolažili. To je največja napaka, kar se lahko zgodi. Človeka, ko je v žalosti, takrat, da je treba budriti, življenje gre naprej. Misliti moraš na svoje otroke. Razmišljala sem že tudi v koncu življenja. Ampak potem se vidiš, da dejansko ni konec. Ob sebi moraš imeti prave ljudi, ki te budrijo, spodbujajo, ne da te tolažijo. Tista tolažba se mi zdi, da je še slabše. To je moje mišljenje. Hvala lepa. Ja. Ja, hvala lepa, Majda. Nasvidenje, imamo še en klic. Dobar dan, tukaj pa Nevenka iz okolice Kopra. Dobar dan. Jaz bi pa rada povedala svojo izkušnjo. Jaz soglašam sicer s prejšnjo pripovedovalko tudi pred mano, ampak vseeno sem imela pa veliko boljše izkušnje. Meni je pred 20 leti v nepojasnenih, zdaj že pojasnenih vzrokih oziroma umrl v vojski sin. V nepojasnenih. In takrat sem jaz naredila 4 leta, sem raziskovala to njegovo smrt in prišla do vseh dokumentov. Ampak imela sem tudi ogromno spodbud, ogromno poznanih ljudi, ki so me srečevali, spraševali, pomagali iskati dokumente, pomagali iskati ljudi, ki so mi lahko svetovali naprej in iskati pot. In jaz sem zato zelo srečna v vsej svoji okolici. Imam pa res veliko ljudi, zaradi veliko svojih dejavnosti, tudi poznanih na tem območju in v Ljubljani. Nevenka, najlepša hvala, ja? Ja, samo sem hotela reči, da potem je pa pot nadaljevala moja hči in prišlo je do koncerta dobrodelnega, do veliko takih akcij, da zadnje zdaj še do filma. In prišli smo že v vseh dokumentih in čakali samo še sodišče. Odkrili smo svoj primer, torej nikoli obupati, moj sin z mano še vedno živi in živi pa predvsem po noči. Najlepša hvala, Nevenka, za vašo zgodbo. Dejansko, da jo lahko slišimo, da ima vsak svoj način, vsak svojo zgodbo, je pa najbrž tudi to normalno, ne? Iščemo odgovore, včasih jih lahko dobimo, včasih jih ne moremo, ampak iščemo odgovore, zakaj se je to zgodilo, sploh če so smrti tragične, nepričakovane. Ja, odgovori se ponavadi res iščejo, ker je težko nekaj samo sprejeti, da se je zgodilo. Odgovore iščemo tako pri sebi, kaj se z mano dogaja, kaj je bilo pri meni, kako sem imel jaz odnos s to osebo. Odgovore iščemo pri drugih, oseba, ki so bile vključene v mogoče ali pri samem umiranju, kot je zdravniško osebje, mogoče doma pri svojih bližnjih. Odgovore iščemo dostikrat tudi v duhovnosti, pri Bogu, pri nečemu, v kar verjamemo in se poglabljamo v vsa ta področja. Renata, če se obrnem na vas, kaj pa lahko rečemo? Lahko rečemo kdaj, da smo obtičali v žalovanju in da je nujno poiskati pomoč. Kdaj bi bila ta točka? Kar težko vprašanje. Dovolite najprej samo, da jaz tudi izrečem iskreno sožalje obema sogovornicama. Malo me je nagovorila gospa, ki je klicala. Povedala je, da so se zelo angažirali, iskali odgovore. Človek potrebuje odgovor in kadar gre za samomor ali smrt iz nekih nepojasnenih razlogov, je tam še eno vprašanje, ki ostaja. Vendar se tukaj pojavi nevarnost, da vso energijo usmerimo v to in pozabimo na žalovanje. Preprosto si ne vzamemo tega prostora in to je pomemben moment,
se pravi, da se življenje ustavi, da se umirimo in da si dovolimo. Je lepo povedala vaša sogovornica, da je po smrti deklice imela občutek, da je tudi socialno izolirana. Ljudi je preprosto strah, ker ne vedo, kaj bi rekli in ne vedo, da ni potrebno reči ničesar. Potrebno se je samo oglasiti nase, priti se seboj, se svojo ranljivostjo in takrat si ob človeku in si izreta drug drugemu v dušo. To je tisto, kar odpira prostor žalovanju in tej popolni sprejetosti in kar skozi telesno bolečino, potem tudi čustveno procesiranje, kot ste rekli, pride v to dimenzijo duhovnega, v preraščanje, ko nam ta globoka izkušnja da ta občutek ene globoke ponižnosti do življenja in odpira pot naprej. In tega se preprosto ne moreš naučiti, ne moreš dajati na svetu, ampak moraš biti samo toliko v stiku s seboj, da si zvest svojemu telesu, da ga slišiš. Zadnjič se je zgodilo na našem hospic kafeju, ki jih imamo vsak mesec v konzorciju, ko je voditeljica rekla, tolikokrat sem že govorila o smrti svojega očeta, mislila sem, da je to že zdavnaj mimo. In se je zgodilo nekaj in se je začela jokati, ampak je se tem dala prostor enemu od sogovornikov, ki nikakor ni mogel spregovoriti o svoji bolečini. In mi dostikrat se svojo ranljivostjo dajemo prostor drugemu človeku, ko pokažemo, da čutimo, odpremo prostor za žalovanje. Hvala lepa. Mateja, terapevtske skupine so najbrž prav temu tudi namenjene, ker je najbrž lažje, ko se srečajo ljudje s podobnimi izkušnjami. Ja, ena stvar je ta, da v terapevtskih skupinah ni naših bližnjih, na katere bi mi mogli paziti in da jih preveč ne obremenjujemo z našo žalostjo in to. Drugo je, so tukaj ljudje, ki imajo podobne izkušnje, ko slišimo lahko v teh terapevtskih skupinah podobna čustva, ki jih drugi doživljajo, podobno vedenje, podobne misli, ki se pojavljajo, podobne telesne težave, ki jih ljudje doživljajo ob izgubi in lažje naredimo ta prostor za vse, kar pač mi nosimo s tem procesom. Kmalu bomo nazaj tudi z vašimi klici, zato ostanite z nami. O težki temi govorimo danes v oddaji Dober dan, o izgubi, o žalovanju. Čeprav je težko, se s tem slej ko prej srečamo praktično vsi. Z nami je gledalka Julka. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Ja, jaz bi pa rada rekla, da sem pred 17 letami izgubila hčero, ki žal ni najdla svoje poti in je naredila samomor. Tudi težka izkušnja, verjamem, zelo. Bilo je zelo težko, ampak najbolj, kar mi se zdi, da je ostavila posledice, sin je bil takrat star 6 let in zgleda, da je na njemu pustila posledice, kajti otrok je preveč miren za svojo starost 23 let. Hvala lepa za vašo izkušnjo. Še eno gledalko imamo. Dober dan. Halo. Ja, dober dan. Dober dan, izvolite. Ja, Danica z Ljubljane. Danica, lep pozdrav. Ja, jaz tudi vse vas lepo pozdravljam v studiu, sicer danes prvič tole gledam. Nekaj vam bi rada povedala. Stara sem 80 let. 45 leta so mi ubili na krut način mojega očeta. Bila sem stara 8 let. 2 brata, eden je bil profesor, eden bi bil zdravnik. To je bilo po vojni, ne medvojno. Z mamo smo grozansko trpele, brez vsega, vse so nama zropali, kaj bova naredile. Nismo imele ne za jest, ne za nobene stvari. Izropali do tal, samo hišca je ostala. 4 stene okoli in okoli.
Ampak moja mama je bila pogumna žena. Imeli smo malo vrta in iz tistem vrta smo se preživljali. Leta in leta. Stara je bila 52 let, ki je šla v službo, da je dobila zavarovanje, da je bila zavarovana, ki je bila zelo bolana. Če ne bi imela strica, zdravnika, tako dobrega, da nama je stal skozi ob strani. Jaz dolg kot punčka nisem mogla dojeti, da nimam več očeta, da nimam več bratov, a ne, je bila velika razlika med nami tremi. Danica, hvala lepa za vašo zelo težko zgodbo in s tem ste odprli mi še eno misel, še eno vprašanje, tudi gledalka prej. Dejansko v tem žalovanju ob izgubah ne smemo pozabiti na otroke, tudi otroci žalujejo. Ja, ponavadi so otroci spregledani oziroma pozabljeni žalovalci. Dostikrat starša, ki sta izgubila drugega otroka, pozabite na tega, ki je ostal. In taki otroci potem praviloma v življenju imajo stisko, ker imajo občutek krivde, da niso oni tisti, ki so na mesto svojega mrtvega brata ali sestrice, ali pa se pojavi strah za njega tako zelo, da starša zadušita njegov prostor za razvoj. Otrok tudi dostikrat čuti veliko stisko, ko pride v šolo in ima izkušnjo, ki je drugi nimajo. To pomeni, da se težko sooča s svojo stisko in s spremembo, ki jo prinaša v šolo in od katere vsi bežijo. In kaj je tisto glavno, kar pa lahko naredimo, da pomagamo otroku? Da slišimo njegovo stisko, da mu dovolimo žalovati. Otrok je nepredvidljiv, posebej majhni otroci, prileti, vpraša in te sezuje. In takrat, preden se ti zaveš, kaj boš odgovoril, se otrok že nazaj igra. Nimamo pametnih odgovorov. Pomembno je, da smo z otrokom iskreni, da mu povemo, da mu odgovorimo kratko, jedrnato in pošteno. Kar se tiče pa obrednosti, je pa tudi pomembno, da otroka vprašamo in mu vedno damo možnost, da se poslovi, da gre zraven na pogreb. Vedno mora biti njegova odločitev tista, seveda, ampak to možnost mu moramo dati in starši v sodobnem času zelo odrivajo otroke od vseh obrednosti. Tako in delajo veliko napako. Otrok potrebuje to izkušnjo zato, da bo življenje lažje sprejemal, ker je dejansko smrt del življenja in tako kot sprejemamo rojstvo, moramo sprejeti tudi smrt. In danes smo veliko govorili o tem, kako je izrinjena, zato se tako težko za njo soočamo in zato prinaša toliko stisk ljudem, ki ostajajo žalujoči, ker se jih ostali ljudje bojimo. Verjamem, da vsi, ki se srečujemo z izgubo ali smo se kdaj srečali, smo se srečali tudi z občutkom, da se nam bo zmešalo. Kako obvladati ta občutek? Kaj storiti? V tistem trenutku je v bistvu zelo pomembno, da imate nekoga oziroma neki cilj, jaz temu rečem big why, na kaj se opreta. Pri meni je bil to Žan. Jaz sem vedela, da otrok je pretrpel že dovolj, da je izgubil sestro, ne rabi imeti še mamo, ki je živi duhec zraven njega. In to je bil moj tisti poriv, ja, jaz hočem iti skozi to in tako kot je gospa povedala, tako je. Ja, otroci so tako zelo občutljivi in jih je potrebno slišati in jim dati dovoljenje. Dovoljenje za igro, dovoljenje za življenje in dovoljenje za jok. Mateja, se nam bo zmešalo? Ne, sigurno ne. In to je tudi zelo pomembno, da damo žalujočim vedeti, da se jim ne bo zmešalo. Da je normalno vse, kar občutijo in da je normalno vse, kar se dogaja. Da je normalno to, da so si čustva med sabo nasprotujoča, da ne vemo, kako se vedeti, kako narediti, da ne vemo, kaj zares čutimo, da je vse to normalno v tem procesu. Saša, verjetno ste se tudi vi s tem občutkom že srečali in ga premagali. Tudi vi se zavedate, da je vse normalno. Tako je, ja. Jaz mislim, da je to tisto najpomembnejše, da si tudi samo v tistem trenutku rečeš, lej, se vse to, kar čutiš, vse je normalno, vse je normalno. Lej, dovolj si, da to čutiš, izraz na kakršen koli način, da ti to pomaga, ampak je normalno. In ne dovolj, da ti kdorkoli drug reče, da to ni normalno. In to je tudi glavno, kar je verjetno treba vedeti, je normalno.
vse, kar čutimo, ko smo žalostni, ko nekoga izgubimo. Hvala lepa za vašo družbo, hvala lepa, da ste bili z nami, kljub morda kakšni potočeni solzi, upamo, da smo komu tudi pomagali.